Simon, priprav je konec, liga je nazaj. Kako smo pripravljeni na pomlad? Kakšno je tvoje mnenje kot trenerja? Jaz moram reči, da sem super zadovoljen z prizadevnostjo, z vse, kar je bilo prejšnje načrtovano, smo tudi realizirali. Moram reči, da so fantje res pokazali eno veliko mero želje, ogromno ene energije, da bi v tem spomladanskem delu izgledali še boljše, kot smo v jesenskem. Moram reči, da smo imeli kar dobre pogoje, mogoče ta zadnji teden je bilo res ekstremno hladno in nekako nismo mogli biti na naravni travi, ampak nič ne de. Bi rekel, da ena zavidljiva, tudi športna forma je v tem momentu in se res vsi skupaj veselimo začetka prvenstva, ker normalno želimo pokazati vse, kar smo do zdaj naredili in predvsem pa nadgradili, kar je manjkalo mogoče v jesenskem delu. Ama trener tudi kako pozitivno tremo pred začetkom spomladanskega dela? So kakšna vprašanja, kako smo pripravljeni, kaj smo naredili, a smo ta pravi? Sigurno je ne samo za našo ekipo, tudi za druge ekipe pripravljalno obdobje, ki traja 5 tednov in potem, ko prihaja v nek tekmovalni ritem, sigurno polno enih neznank. Dejstvo pa je, da si kot trener sigurno bolj miren, ko vidiš, kako ekipa funkcionira na igrišču, kako se obnaša izven igrišča, kako tudi, klubski ustroj se iz dneva v dan, izboljšuje se nam pogoji za delo. Vsi ti mladi fantje, ki prihajajo tudi zraven, so že dobili neke osnovne informacije prej, tako da mislim, da nam bo vsake mesec ali pa vsake pol leta ali celo leto, mislim, da lažje, da bodo ti prehodi hitrejši. In zaenkrat bom rekel, da je res vsak trening je prisotna ogromno ene pozitivne energije. Vidim, da fanti na očeh, da si res želijo tudi v tem spomladanskem delu nekako pokazati se v najboljši možni luči. In je pa sigurno izkušnje, ker nekaj let smo že dali te priprave skozi in potem, ko vse to upraviš, kar je bilo načrtovano, si veliko bolj mirni in veliko z veseljem pričakuješ ta prvenstveni del. Kakšno je pa zdravstveno stanje? So vsi fantje nared? Imeli smo edino malo težav s Percom v zadnjem obdobju, ki je imel poškodbo zadnje stegenske. Vsi ostali so bili zdravi, je res za ta teden nam je malo zagodila, bi rekel, bolezen stanje viroze določenih igralcev, ampak mislim, da zdravniška služba bo skrbela, bomo videli še po današnjem treningu, da vsi tisti, ki bodo maksimalno pripravljeni, bodo tudi jutri v kadru. Načeloma pa, tako kot sem rekel, razen neke poškodbe, ki se je zgodila Percu, smo bili celo pripravljeno obdobje zdravi, srečni, predvsem pa veseli en drugega vsak dan posebej in to je sigurno ena pozitivna stvar, ki verjamem, da se bo pokazala v spomladanskem delu. Prvi tekmec, Tabor Sežana, kaj bi v njih lahko povedali? Tabor je proti Domžalam doslej 6-krat izgubil, vselej tukaj v Domžalah, nazadnje pa sicer pred 2 letoma, ampak ravno februarja se bo ponovila ta zgodba. Ja, Tabor bo zelo specifična ekipa v smislu dobre organizacije v fazi obrambe, poskuša nekako s hitrimi prehodi prihajati v situacije, to posebej v gosteh prihaja še bolj do izraza, ker pač nekako spustijo nasprotnika oziroma domačina, da nekako drži žogo v posesti in je potem nevarna iz proti napadov. Mislim, da tega stila ne bojo spreminjali. Še dobro se spomnim, zadnje tekme, ki smo jo izgubili praktično v zadnjih sekundah. Mislim pa vseeno, da je naša ekipa se marsikaj naučila v tem jesenskem delu. Mislim, da smo pridobili ogromno izkušenj, ogromno smo analizirali, ogromno smo se pogovarjali in jaz verjamem, predvsem bi si želel od fantov dobiti tisto, kar v danem momentu lahko pokažejo. Rezultat pa včasih lahko gre tudi v drugo smer, ampak še enkrat s tem se ne obremenjujemo, ker enostavno verjamemo, da to, kar smo nastavili, lahko gre v pravo smer. Če bojo le fanti, zdravi, imamo načeloma zelo ozek kader, ampak še enkrat, vsi tisti, ki bojo nastopili, sem prepričan, da bojo dali svoj maksimum in da bojo Domžale v spomladanskem delu izgledale sigurno še boljše kot v jesenskem. Zdaj, trenerji ne radi gledate v prihodnost, ampak vendarle pred začetkom spomladanskega dela, kako vidiš tekmece, kdo bo prvak na koncu? Pa težko reči. Jaz, kljub temu, da ima Olimpija ogromno prednost tudi v preteklosti, se je pokazalo, da neka večja številka ne zagotavlja, mirne pomladi. Klubi vsak ima neko svojo filozofijo, vsak ima neko svojo zgodbo. Sigurno smo z enim očesom spremljali, predvsem smo se fokusirali nase, da je naša ekipa kljub odhodom, finančnim domestilom, ki smo jih dobili, smo sigurno lahko zadovoljni s prve pol leta. Mislim, da je bilo ogromno narejenega tudi iza odra, da tako rečem. In tako sem rekel, veselimo se absolutno spomladanskega dela, ker pa pač od moje mlade ekipe pričakujem, da bomo konkurenčni na vsaki tekmi, energetsko močnejši, kot smo bili,
in verjamem tudi, da to, kar smo obljubljali pred pol leta, da bo marsikatera tekma tudi zelo všečna, zelo gledljiva in bi povabil tudi v tem momentu vse, bom rekel, naše navijače, naše privržence, da nam pomagajo, bom rekel, vsak aplavz šteje in jaz verjamem, da se bomo odužili, bom rekel, z dobrimi igrami, z maksimalno borbo in potem, ko to prije do nekega sožitja, potem ponavadi prije tudi dober rezultat. Simon, hvala in srečno jutri. Hvala lepa.